Danes sem v svetovalnici za Bežigradom z Melito Kuhar, katero verjamem, da poznate iz časopisov in iz televizije. Si fantastična svetovalka, Melita, jaz bom zdaj čisto po domače začela, midve se poznava 100 let in že takrat je bila uveljavljena, tako da... Hvala. Jaz te bom najprej vprašala, kaj bi ti rekla, da je najbolj pereč vprašanje, problem, ko govorimo zdaj o odnosih moški, ženska, s čim te najbolj mogoče poiščejo ljudje, ko rabijo zdaj? Ko se prenehajo pogovarjati in slišati. Ko je konec komunikacije, ko je konec takega primarnega spoštovanja do različnosti, ko nismo več pripravljeni na neke kompromise, ko v bistvu imamo kar dosti vse, in smo utrujeni. Jaz dosti, kad slišim pravzaprav, jaz sem utrujen od odnosa, ne zmorem več prigovarjati, dopovedovati, prositi, razlagati, enostavno, kada bi v zid govorila meni dosti. Tudi moški znajo potožiti, jaz ne razumem, moja drage, sploh ne, kaj dogaja. Ko vidim, da slabe volje vprašanje, kaj pa je, draga moja, nič, ti bi že moral vedeti, pa ljud nadaljujem, ti bi že moral vedeti. Ne, dragi moji, naši moški ne vejo, čim ne povemo. Oni drugače razmišljajo, drugače sprejemajo in obdelujejo informacije, sploh na čustvenem področju, ne, oni ne morejo vedeti. Zato vedno znova poudarjam, moramo se pogovarjati. Je tako zanimivo, ker se mi zdi v zadnjih, ne vem, bom rekla, ti bolj natančno vam povedati, ampak se mi zdi v zadnjih 10-15 letih smo nekako prišli do tega, da smo vsi različni, ne? Eni iz Venere, drugi iz Marsa, ampak se mi zdi, da je to nekako prišlo samo v teorijo. V praksi smo pa še vedno pri istih očitkih, pri istih nekih kuhanjih mole. Se pravi, ženske, če smo iskrene, znamo biti zelo hitro užaljene, pa se veš, moški podobno imajo pa svoje obrambne mehanizme. Kako bi si lahko pomagali, da bi prej mogoče našli skupno pot? Razen tega, da se pogovarjamo. Ko zdaj govorimo o tem, pa vsi smo se pogovarjala, ampak zmenile se pa nisva nič. Tako, ker če se slišimo. Tako je, ne razumem, govorimo različne jezike. Vse govorimo slovenski jezik, ampak moško-ženski jezik je različen. Jaz sem mnogokrat v praksi, tukaj na tem kavču, ko par sedi, sem dejansko translator, prevajalec med moškim in ženskim jezikom. Se pravi, gospod pove pač meni oziroma ženi, kaj in kako se dogaja, ga muči nas narešiti. Aha, jaz rečem, a dovolite, da prevedem, sicer me tako običajno malo čudno pogledata, ja, okej. In jaz prevedem, se pravi iz moškega, ker pač imam to sposobnost, v ženski jezik in se potem običajno takole spogledata, zakaj mi pa tega ne poveš, pa on reče, pa se to ti že 3 leta razlagam in govorim pa onega tako gleda, kada ga prvič v življenju vidi, ja pa ne, ti meni govoriš to, potom pravi ne, jaz tebi govorim to pa to in s tem mislim to pa to. In potem, ko recimo gospa poda pogovor, smem prevesti, ja prosim, prevedem v moškega, potem šele se začneta takole gledati. Mogoče včasih se tako po dolgih letih šele prvič zastopite, kaj si sploh sporočata. Tako da jaz tukaj vedno parom dam tudi eno tako zagatno včasih nalogo, posvečen čas, recept za posvečen čas, da si vsak dan v tem norem tempu vzamete pol ure samo za njih. Kar pomeni, otroci spijo, telefoni so ugasnjeni, televizija absolutno ugasnjena, računalniki pokriti vsi in smo samo jaz in on. Zdaj vem iz izkušenj, da k tebi pride tudi obločitvi, tudi v tem, ko se razhajajo, tudi to je dobrodošlo, da skomunicirajo, da grejo nekako, tudi če greste vsak svojo pot, na nek korekten, bom rekel, tudi čustveno zrel način, tako da mogoče tudi ideja komu, ki na to ne bi prej sam pomislil, tudi to je možnost. Pa izpostavila bi še eno področje tvojega dela, ker je delo z najstniki in starši. Se mi zdi, da je tega močno premalo. Ko govorimo o majhnih otročkih, o malčkih, še preberemo starši, vzgojitelji, učiteljice kakšno knjigo, ko govorimo o najstnikih, se mi pa zdi, mogoče se motim in to samo moj občutek, da starši bolj kot ne jamrajo, joj pa je puberteta in namesto, da bi se soočili s temi nekimi vzorci in okvirji, je vse puberteta. Ga meče, je gor in dol in se mi zdi močno premalo in pogovor o tem, kako otroka razumeti, mu pomagati, ga usmerjati, v končni fazi tudi spustiti, bom rekla, to kontrolo. Ni nujno, da ima mama ali pa ata prav. Jaz če posebej gledam, pri 15 sem bila najbolj pametna, kaj pa se starši vedeli? To že dve. Veliko bi se resno strinjala s tem. Kaj pa bi ti v nam zaupala? Kakšne so tvoje izkušnje? Kaj bi mogoče izpostavila kakšno zanimivo prigodo? Jaz dejansko obožujem delati z najstniki, se pravi od 13. do 18. leta delam pro bono. Se pravi, to je nek moj doprinos k tem posameznikom, ki so v teh turbulentnem obdobju
odraščanja, najstništva, da jim dejansko brezplačno pomagam nekako najti sebe, neko svojo pot, kako razvijati svojo vizijo, pravzaprav kako oblikovati se iz otroka v odraslo osebo. No, to je vse to obdobje pubertete in adolescence, ki je izjemno zahtevno. Običajno starši kar malo pozabimo, kako smo mi bili za luno, pa na pol zombiji, pa brez kančka nekega sočutja, sebični, in naši starši so bili bankomati, prav tako kot sem tudi jaz svojih hčerk, ampak vse to je normalno, vse to spada zraven. In nažalost opažam, da dejansko starši opredeljujejo to, kar je bilo v naših časih, oziroma v časih moje pubertete, pubertetniško ravnanje, sedaj opredeljuje, kot da je to že depresija, da so to hude motnje, da to je vse narobe. In včasih tole starše poslušam, ko običajno povabim starša na prvi pogovor, da mi širšo družinsko anamnezo, sliko, kako je bila vzgojna strategija v primarni socializaciji, se pravi do 6. leta starosti, kar takrat se formira glavnina osebnosti. Upam, to je veliki puberteti. Gre samo bolj za eno izražanje že oblikovanje osebnosti. Tako, pa malo mogoče neka nadgradnja na odrasel način. In jaz včasih prav začudenjem opazujem, kako so, bova rekla, tudi malce preveč helikopterski starši, so pravi, vse mora vedeti, se vtikajo, za vse preveč skrbijo in dejansko, kot se rekla, ne pustijo najstniku, da bi pač sam nekako tudi iskal svoj pot in se izražal, ker mora oni vse vedeti. In oni dejansko, ko meni opisuje, kaj se z sinom ali hčerko dogaja, pa jaz čudno gledam, pa pravim, ja, puberteti so, to je popolnoma pubertetniško vedenje, reakcije, malce izgubljenosti, ne slišijo, ne vidijo, so kot eni zombiji. To so vse kljukce v nekem pričakovanem okvirju. Tako. In oni čudno gledajo, ne, to smo jih peljali že psihiatrom, dobili so antidepresive, to so depresivna stanja. Ja, jaz se ne morem načuditi, kako se je ta paradigma tega, da je puberteta normalno in absolutno potrebno obdobje oblikovanja človekove osebnosti spremenila in da zdaj kar ni vse nasmešek, da je že kar to depresivno stanje. To mene malo skrbi, ker pozivam starše, da se vseeno malce umirijo in dejansko svojim najstnikom, ki so izgubljeni v prostoru in času, ne rečem, da ne, prisluhnejo. Odrasli se včasih izgubimo, kaj šele, če smo iskreni, kaj šele otrok. Da jim prisluhnejo tem svojim odraščajočim otrokom, še vedno so na pol otroci izgubljeni, hoče biti odrasli, kot smo rekli, najbolj pametni, ja, tako pa še zraven, to je še ena kljukica, ne? V resnici so pa nemočni in potrebujejo našo starševsko pomoč, nasvet, vodstvo, objem, če tudi se ga v obrambi, ne objemati, ne se ne dotikati, v bistvu ga pa zelo potrebujejo tudi kakšno besedo pohvale, ker meni najstniki, s katerimi delam, rečejo, veš, Melita, mene sploh nič ne pohvalijo. Je samo kritika, graja, vse je narobe, nič se ne potrudim, ampak jaz se potrudim po svojih močeh. Ampak eno znova se kritiziram in potem, zakaj bi sploh kaj naredil, če ni nobenega pohvalne besede, se pravi, tako je vseeno. Če jih ti ne prepozna, da se trudi, ne? Zdaj bom jaz tukaj mogoče tudi to dodala staršem. Ogromno ljudi, tudi ko pride k meni, pa delamo numerološko analizo, pa se reče, mater, nikoli se nisem tako videl, zdaj se res mogoče razumem. In mi marsikdo reče, starši me nikoli niso podpirali. Ampak sami v vlogi staršev pa dejansko isto, podobno, samo kritizirajo, pozabijo si vzeti čas. Tako, in nemoč, nekako nadaljujemo naprej. Tako, pravzaprav pri starših opažam nemoč soočanja s svojimi čustvenimi stanji in vzorci, ki naši najstniki nam jih ven vlečejo. In pravzaprav mi butnemo s svojimi nekimi včasih hipnimi reakcijami pravzaprav iz tistih naših nepredelanih vzorcev, ki nam jih naš ljubljeni otrok, ki je zdaj cel za luno, pač potegne ven. Sprožilec. In mi pravzaprav njega vzamemo kot objekt, kot sovražni objekt, pravzaprav spet smo mi tisti, da moramo delati na sebi, tudi kot starši naših odraščajočih otrok. Se preživimo. Se preživimo. Ni smrtno nevarno. Se preživimo. Jaz sem preživela. Sem preživela puberteto, moje hčerke, tako da gre. Se pa gre. Slejko prej so celijo. Tudi. Če se
zdaj dotaknemo še mlajših otročkov, podobno, isto se mi zdi, je premalo poudarka na šoli za starše, na usmerjanju, na temo, da pač vsi se lovimo, tudi da otroci si niso enaki, nekaj, kar velja za otroka sosede, ni nujno dobro za mojega, tvojega otroka, zato je tudi komunikacija pomembna in tukaj tudi vem, da veliko delaš, tudi z mlajšimi. Tako. Absolutno tudi poudarjam staršem, da če tudi imajo 2-3 otroke, se pravi v družini, vsak je poseben, individualna osebnost z popolnoma različnimi karakteristikami, če tudi so iz istega gnezda, torej tudi vzgojni pristop, vzgojna strategija mora biti, kolikor se le da, bolj individualno usmerjena na potrebe, sposobnosti vsakega posameznega otroka, kar težko starši sprejmejo. Ko pravijo, vse so pa najini, pa ne more biti vsak drugačen, ja, so drugačni. In potrebuje drugačne pristope, ne rabi trde meje, zahteve, okvirje, nekateri potrebujejo boženje, razumevanje, zelo različni so in starše prosim ne uporabljajo predvsem ne toliko priročnike in mrtve besede na papirju, temveč lastno starševsko intuicijo. ZKP, zdrava kmečka pamet, tudi prav pride pri tem. Zelo. In nenazadnje tudi pri nas, jaz velikokrat rečem, ljubezen do sebe pomeni tudi, da smo do sebe disciplinirani, kar pomeni, da tudi sebi rečemo ne. Ne vedno ja, ne. Saj prvi korak je vedno in ne upam si reči ne, pa so me tako vzgajali, pa ampak velikokrat potem res mogoče tudi malo zanese, pa ne bom rekla, da ratamo sebični, ampak nam začne pasati, ne. Prvo jaz, pa pol noben, pa pol mogoče še kdo, ne, ker malo na okus pridemo, ampak dejansko tudi to nekako ne bi uravnovesili sebe in drugim. Velikokrat je ravno to delo na sebi najbolj pomembno, da znamo tudi sebi postaviti meje. Zdaj, tukaj se tudi potem vidi, koliko so bile nam postavljene meje v otroštvu in koliko ne. To poznamo. Tako, in potem delujemo po tistih primarnih vzorcih in smo v obdobju, karmičnem obdobju, ko dejansko predelujemo otroštvo notranjega otroka. In tukaj bi rekla, da verjetno tudi tisti, ki mogoče ne znajo sami sebe organizirati, lahko pridejo k tebi in ti temu pomagaš, ker v bistvu rabijo samo sami sebe prevzgojiti. Tako, neke smernice, neko nadgradnjo tega, kar že poznajo, tisti vzorci in bolečinske jedra, ki jih bolijo, lahko nekako ozavestimo in ugotovimo, da pravzaprav zdaj, ko smo odrasli, ker bila so kreirana pa v našem zgodnjem otroštvu, jih ne potrebujemo več, da nam pravzaprav na občasne sprožilce skozi neke določene situacije ali odnose povzročajo neko neprimerno vedenje, izbruhe jeze in tako naprej, ker to izvira iz drugje. Sedaj pa delamo na sebi, kot odrasli in prevzemamo odgovornost za lastne vrednote, reakcije in kako se mi vedemo do sebe in do drugih. Jaz pravim, da če znamo bazirati in oblikovati spoštovanje do ljudi, s katerimi vstopamo v odnos, ali je to partner, ali so to otroci, so to sodelavci, prijateljice, na vse zadnje blagajničarka v trgovini. Jaz mislim, da vse tukaj, če nek spoštljiv, sodelujoč odnos, neka osnova tega, potem tukaj imamo že dobre zametke, da so lahko odnosi dokaj korektni in zdravi. Predvsem pa moramo zdaj spoštovati tudi sami sebe. Seveda, če ne spoštujemo sebe in če ne nimamo radi sebe in ne cenimo sebe, tega ne moramo potem nekako preslikati v druge. Če nimamo pojma, kaj je to, kako bomo nekoga spoštovali na nek zdrav način, vse se prične in konča, nekako pri sebi, tako lahko spremenimo samo sebe. Jaz velikokrat rečem, tudi če ste nezadovoljni, ni vedno rešitev odvihrati ven iz odnosa, ker se tako nič ne naučimo, ampak če že spremeni odnos, probaj drugače, razmišljaj drugače. Tako da v bistvu, kot te sliši, ti si se posvetovalka za odnose in za otroke, ampak si tudi v bistvu coach. Mentor osebni, pravzaprav. Tudi, seveda, veliko se s tem ukvarjam. Nekateri mi pravijo tudi blogerka za odnose, influencerka, ja, za neki za odnose, ki piše pač dostikrat prispevke na mojem blogu, na svetovalnica.si, ampak dejansko jaz to, kar tukaj v svojem delu v svetovalnici ugotavljam, ne nazadnje pa ker tudi na sebi delam, tudi s tvojo pomočjo, kdaj, ko se posvetujem, nekako vidim in mi je brez veze, da bi imela vse to, kar tukaj ugotavljam, tudi skozi delo s strankami, samo za sebe. In zaradi tega pišem, objavljam v medijih, ker menim, da če pa nekaj Slovencev na teden prebere pa neko stvar, malenkost to zavesti in se drugače vede in pristopa do otroka, najstnika, partnerja, prijateljev, sodelavcev,
je tukaj že velik napredek na dolgi rok. Tudi če gledamo tako 10-15 let nazaj, se o tem niti ni tako pogovarjali, bilo to več ali manj za zaprtimi vrati. Pa samo umevno je bilo, da tako kot je. Ženske tečne, deci zoprn, šef je itak takšen, ona tam, tako da se mi zdi, zahvala gre vam, ki ste resnično v medijih in na Facebooku in ti se res zelo aktivno. Res je vse posodosti, linke boste dobili brez skrbi, ker verjamem, da marsikoga zdaj že takole prsti srbijo, ki te lahko bere. Tako da hvala ti sploh, da delaš z najstniki pro bono, kot si omenila, in za vse tvoj trud in čas. Dodala bi pa samo še to, Melita je diplomirana univerzitetna socialna pedagoginja, socialna delavka, se pravi tudi strokovno znanje, to smo prej opazili, si tako čisto sproščeno operirala strokovnimi izrazi, tako da je in baza v znanju, v izkušnjah, v neki modrosti, ni samo, čeprav vseeno, ena na ena največ da se mi zdi. Ja, pa še vedno občutim po 11 letih dela v svetovalnici strast do tega dela, strast do pomagati, svetovati posameznikom, parom, otrokom, najstnikom. Še vedno z veliko radovednostjo raziskujem odnose. In to mi tako predstavlja velik del smisla mojega življenja, v drugi polovici mojega življenja, strast do odnosov, raziskovanja odnosov, na vseh nivojih, vseh sort. No, kot slišite, trobijo in ti pritrjujejo. Jaz tako tudi to potrdim, glede na to, da se res poznava že kar nekaj let. Vedno je bil ta čar zraven prisoten, nikoli ni bilo odveč nekomu prisluhniti, odgovoriti, stati ob strani, kar se mi zdi je največ vredno. Je pa tudi res, da delaš take stvari, ki imajo resnično tak feedback, ki napolnijo srček tudi tebi. Ja, ko vidim tako uspešne pare, spremenjene vzorce, kako pristopajo v odnose na vseh ravneh, ja, to me polni, to me zadovoljuje. Tako da, Melita, ti želim čim več uspehov še naprej in hvala ti še enkrat. Tudi za tvoj čas, da ne nazadnje. Pa tvoj tudi. Ja, hvaležno. Hvala.